moji družbi znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom. Ne, nisem oblečena kot čarovnica, ne bom odletela na tej metli, ne bomo čarali, nič strašljivega ne bo skočilo za mano, pred mano, pod mano, nad mano, ampak pravzaprav se bomo pogovarjali o tem, kako lahko numerologijo uporabimo nekoliko bolj čarovniško. Ustvarjali pa bomo. Vse, kar potrebujete, je list papirja, škarje, priporočam karton ali če imate možnost plastificirane, da si potem vzamete pod noge do fotokopirnice oziroma do nekoga, ki poznate, da ima plastifikator. Zdaj, povedali bomo, kako si s pomočjo številk svojega rojstnega datuma, seštevka vašega rojstnega datuma, ker verjamem, da vemo, da je število življenjske poti, lahko pomagamo pričarati oziroma okrepiti svojo lastno energijo. To bomo naredili na nekaj različnih načinov, ampak najbolj preprost je tak, da gremo kar malo nazaj v našega notranjega otročka in pripravimo številke 1, 2, 3 in tako naprej do 9, ki jih bomo izrezali iz papirja. Se pravi, pripravite si karton ali malo trši papir. Ko boste imeli te številke prištimane, se pravi, pa boste na enko napisali svoj rojstni datum in potem tja v špičko seštevek vašega rojstnega datuma. To pomeni, da vas bo število 1 podpiralo v napredku, v vseh tistih poteh, ki so za vas pravilne. To bo za leto 2026 zelo pomembno, kajti stopamo v čas novih začetkov. Enko porabimo takrat, kadar rabimo pogum, kadar rabimo zaščito, kadar potrebujemo da vam po domače rekla, saj ste mi navajeni, marce vrit, kadar potrebujemo več energije in kadar rabimo biti prodorni. Se pravi, ključna beseda bo napredek, nov začetek, pogum, zaščita. Kadar pa ugotovimo, da potrebujemo nekaj več podpore na področju odnosov, komunikacije, recimo, da nas vedno znova narobe razumejo, da si želimo več družbe, da si želimo mogoče malo bolj umirjenih odnosov, da si želimo boljše komunikacije, boljšega pretoka energije, pa naj gre za partnerski odnos, poslovni odnos, kakršenkoli odnos, tudi med sosedi, takrat bomo posegli po številu 2. In bomo napisali v ta del, ki spominja na vrat od laboda, naš rojstni datum, in spodaj v to črtico seštevek našega rojstnega datuma. Na drugo stran pa lahko napišemo rojstne datume tistih oseb, s katerimi si želimo boljše komunikacije in večje povezave. Zdaj, dragi moji, to ne pomeni, da boste dali tja rojstni datum Jason Momoe in bom prišel potrkati na vaša vrata, kajti to ni urok, to ni manipulacija, ampak pravzaprav energijska podpora. Tako da me ne bo kdo potem za ušesa vlekel, da si je želel Taylor Swift in da se je poročila z drugim. Kadar potrebujemo malo več sreče, ustvarjalne energije, kadar želimo negovati notranjega otroka, kadar želimo več veselja, več radosti, enostavno več kreative in sreče, kadarkoli si želimo, da se nam nekaj posreči, bomo posegli po številu 3 in bomo napisali naš rojstni datum zgoraj, pa bomo napisali naš rojstni datum v ta drugo polovičko, seštevek pa bomo napisali tukaj v tole špičko, ki vam gleda. Torej, ko govorimo o številu 3, število 3 res pa 8 sta taki dve univerzalni števili, ki jih lahko kadarkoli uporabimo, dodamo in si tudi na različne načine ju pripravimo. O tem malo kasneje, da ne zgubimo niti. Kadar govorimo o zdravju, o počutju, o gradnji, o nečemu, kar je dolgoročno, se pravi, želimo bolj zdravo jesti, se želimo ukvarjati s športom, želimo mogoče opustiti sladkor in tako naprej. Kadarkoli govorimo o obnovi doma, gradnji doma, ko govorimo o nečemu, kar ustvarjamo, takrat posežemo po številu 4. Tukaj ne govorimo o nakupu nepremičnine, tukaj govorimo o gradnji nepremičnine, se pravi, rabite dovoljenja, itd. Zidarje. Ne rabite nepremičninske agencije, zato je druga številka. Torej, številka je tista, ki nas prizemljuje, povezujemo jo z elementom zemlje, povezujemo jo z našimi predniki in pa tudi s premagovanjem strahu. Se pravi, če ste malo anksiozni, če imate napade panike, če ste v hudih dvomih o sebi, če ste na neki točki v življenju ali v neki situaciji, kjer imate občutek brezizhodnosti, potem izvrstno boste vzeli število 4 in boste svoj rojstni dan napisali tako. Če je tole zdaj ta štirka takole, tukaj je ta črta, od te črte proti gor, se pravi dan,
mesec, letnica. Nikakor od vzgoraj dol, ampak iz te navzgor. In seštevek boste potem napisali tukaj, kjer je pač ta zadnja črtica spodaj. Upam, da je razumljivo. Bom zraven narisala. Ko pa si želimo spremembe, potovanj, več strasti, dragi moji moški, pa tudi ženske. 50 odtenkov sive, se vedno pohecam, da ni naključje. Ko želimo razumeti drugo plat zgodbe, drugačno plat zgodbe, ko si želimo malo več eksotike, ko želimo spoznavati tuje kulture, se morda učimo tujega jezika, pa nam ne gre, takrat pride na vrsto število 5. Tudi kadar rabimo biti malo bolj drzni, kadar smo mogoče ujeti v strahu in si ne upamo sebe živeti, je lahko 5 tista, ki nam pomaga nekako ven iz tega kalupa, pa potem uporabimo enko za napredek, da gremo po pravi poti. Se pravi, 5 boste vzeli in boste svoj rojstni datum napisali tukaj zgoraj, na to ravno črtico, seštevek rojstnega datuma pa tukaj spodaj, kjer se potem ta trebušček prične. Šestica, draga naša šestica, ljubezen, romantika, dom, družina, ljubezen do sebe. Šestica je resnično zelo, zelo uporabna. Denimo, da ste v toksičnem odnosu, denimo, da prebolevate nekoga, denimo, da mogoče ste malo bolj osamljeni, denimo, da težko postavljate mejo, denimo, da mogoče sami do sebe nimate najbolj lepega odnosa. Recimo, da ste na frišnem zaljubljeni. Se pravi, 6 resnično, ko govorimo o ljubezni in o odnosih, je tista čarobna številka, tudi ko govorimo o zanositvi. Tukaj recimo bi priporočala in 3 in 6, če mogoče gre počasneje, kot bi si želeli. Se pravi, 6 je tista, ki je zelo plodna energija. Se pravi, 6 je potrebno ravnati tudi previdno. Če želimo okrepiti ljubezen do sebe, potem se zavedamo, da smo ji dali ta namen. Ne pa misliti, da se bo zgodil kar čudež čez noč, kajti to je podpora, ne nadomestno delo namesto nas. Svoj rojstni datum bomo napisali na ta konček zgoraj, znova tako, da se prične tukaj, kjer je bušek in gre potem gor, se pravi, da narašča. In seštevek rojstnega dneva potem tukaj malo nižje. Sej, takole. 7 je tista, ki pomaga pri pravnih zadevah, pri osebni, duhovni rasti, pri učenju, pred izpitom. Oblečite se v 7. Zakaj pa ne? Imejte na sebi majico, pulover, spodnjo majico, kjer je 7. 7 je tista, ki krepi znanje, ki dviguje kvaliteto, ki simbolizira tudi razstrupljanje. Se pravi, če bi si želeli podpore pri tem, da izločite škodljive substance, ne preveč zdrave navade, tudi tu lahko 7 pomaga. Predvsem pa je 7 izvrstna, kadar iščemo enostavno resnico. Če imate občutek, da ne imate vseh informacij, da vam nekdo nekaj skriva, takrat recimo 7 lahko zelo pomaga, pa tudi, kadar rabimo dosegati našo lastno podzavest. Kadar smo mi tisti, ki morda ne uspemo dostopiti do nekih naših spominov, razlogov za naše čustvene reakcije, tudi takrat lahko 7 zelo pomaga. Svoj rojstni datum bomo napisali na tale delček tukaj zgoraj in potem seštevek na sredino črtice, ki gre dol. Pa smo pri 8, jaz verjamem, da 8 imamo vsi radi in da do zdaj pa že vrabci na drevesih in grmovjih čivkajo, da rabijo za jesti, ker ratuje hladno. In pa tudi, da je 8 energija obilja, manifestiranja, odločnosti, naše notranje moči, opolnomočenja vseh takih imenitnih zadev. Pomembno pa je, tako kot tudi sam zakon privlačnosti in marsikdo drug tudi še uči, da smo mi zadovoljni sami seboj, preden na polno uporabljamo 8. Se pravi, moj nasvet bi bil, če imate občutke manj vrednosti, če imate občutek, da niste sposobni, ste mogoče v nekem takem segmentu življenja, ki do vas ni prijazen, se pravi, malo dvomite vase, takrat dajte 8 nalogo, naj vam prvo pomaga ukrepiti vašo samozavest. In šele potem obilje, uspeh, prepoznavnost. Se pravi, pejmo nekako po smiselnih korakih. 8 je tista, ki nam zelo pomaga uravnovesiti energije, uravnovesiti naše življenje, biti bolj podjetni, biti bolj učinkoviti, biti bolj samozavestni, biti predvsem prepričani v to, da nam bo uspelo. 8 pravzaprav nam lahko prav pride na kateremkoli področju v življenju, je pa zelo pomembno, da znamo stvari dajati in sprejemati. Se pravi, tako zgoraj, tako spodaj, tako dajem, kot tudi sprejemam. Že sama kot taka je lahko čudovita mantra, afirmacija, meditacija, pravzaprav pravilo življenja.
Svoj rojstni datum boste napisali v zgornji krogec, pa potem v spodnji krogec, pa boste dali seštevek v središčno točko. Zgornji seštevek, se pravi zgornji zapis vpliva na vaš duhovni del, spodnji na materialni del in tisti seštevek v sredini pa simbolizira ljubezen. In še 9. Ko govorimo o vsem, kar bi lahko danes poimenovali alternativna medicina, se pravi drugačni pristopi k zdravljenju, spuščanje preteklosti, zdravljenje preteklosti, prepoznavnost, slava, sočutje, humanitarnost, mir na svetu in tako naprej. Takrat je 9 naš najboljši zaveznik. Svoj rojstni datum boste napisali zgoraj in potem seštevek semle. Ok, to je eden izmed načinov, pač ko smo lahko kreativni, se igramo, izrežemo te številke iz kartona, iz blaga, oblikujemo polštrčke in tako naprej. Naša kreativnost resnično nima meja. Eden izmed drugih pristopov je tudi, da te številke nekako narišete na veliko na kamen, pa potem noter vpišete, tako kot bi recimo bila pobarvanka, svoj seštevek in svoj rojstni datum. Potem pa recimo 3 in 8 sta 2 taki števili, ki resnično v vsaki situaciji nas lahko podpreta, nam prineseta srečo, potencirate tisto, česar si želimo, nekako nas okrepita. Kaj če bi imeli 3 kamenčke in bi na vsak kamenček napisali svoj rojstni datum in potem to nosili s seboj? Kaj če bi denimo vzeli 4 kristale, takšne, ki imajo vibracije oziroma opis, da tako mogoče malo hladno rečem, ki se sklada s tem, česar si vi želite, te 4 kristale položili zvečer v kozarec vode, pod ta kozarec vode pa napisali svoj rojstni datum in pa pod svoj rojstni datum tisto številko, ki simbolizira to, kar želite, da vas ti kristali podprejo. Se pravi, 1 za začetek, 2 za komunikacijo, 3 za srečo, vse to, kar smo že našteli. Kaj če bi denimo vzeli 3 cvetlice in jih lepo oblikovali v nek aranžma ali celo 6? 6 cvetlic, 6 vrtnic, predvsem roza ali rdečih vrtnic, je resnično močno energijsko orodje, ki nam lahko pomaga pri harmoniji doma, pri tem, da se bolje razumemo. Zdaj pa recimo, da delate v nekem kolektivu, kjer je skozi neka drama, skozi se nekaj kregate med seboj, skozi ni razumevanja, najdite 6 majhnih cvetov. To so lahko kamenčki, to so lahko okrasne umetne rožice. Pejte malo v Tedija, pejte malo v Pepkota, pejte malo pogledati, koliko čudovitih različnih dekoracij, jesenskih, poletnih, zimskih je, kjer lahko najdete 6 drobnih cvetk, ki boste mogoče dali na krožnik. Če boste dali zraven še sol, ki jo boste redno menjavali, je to čudovito orodje uravnovešanja energije. Zdaj pa pozor, tisti, ki imate resnično toksične odnose, resnično toksično okolje, ne misli, da boste zdaj prinesli ta taler, pa dali gor sol, pa 6 vrtnic, pa bo vse ratalo čarobno. Včasih se stvari najprej čistijo, kar pomeni, da se lahko nekoliko poslabšajo. Podobno kot tudi mi sami, ko se pričnemo razstrupljati, nas lahko glava boli, smo lahko bolj utrujeni, imamo lahko akne, izpuščaje, slabše počutje in tako naprej, kajti telo se čisti. Torej, zavedati se namena, ki ga dajete in tudi samega procesa, ki ga s tem sprožite. Se pravi, nič od tega pa ne bo delovalo, če ne boste delovali tudi vi. Se pravi, že to, da damo jasno namero, česa si želimo, kakšne spremembe, v kateri smeri želimo, da se stvari premaknejo, je zelo veliko. Jaz moram reči, da v letu 2025, kar sem največkrat od vas slišala, je: ne vem, kaj bi. Vem, da se ne počutim kot jaz, zelo veliko vas je potarnalo, da se ne počutite, kot da ste vi res vi, da to, kar je, veste, da to ni to, pa ne zdaj govorimo o službi, o odnosih, o čemarkoli, ampak neka taka, se mi zdi, nedefinirana energija je bila okrog nas. Jaz kot numerolog jo zelo dobro razumem, ker zelo dobro vem, kaj pomeni letnica 2025 in vem, da vse nas ravno tam, kjer pa je čas za spremembo, kjer je čas za transformacijo, nas energije najbolj rukajo in jaz verjamem, da nihče izmed nas ni izjema, samo nekatere malo bolj, druge malo manj. Se pravi, že ta korak, tudi če je to samo eno področje življenja, v katerem boste jasno definirali,
Želim bolj jasno, ljubečo, spoštljivo komunikacijo s svojim partnerjem, s svojimi otroci, s šefom v službi, s sosedi, predvsem pa sami s seboj. Ne pozabiti sami nase, ne pozabiti biti nežni, sočutni, pa tudi zahtevni do sebe. Se pravi, dajmo razumeti, takole bom rekla, dajmo razumeti, da smo vsi letos nekako prešejkani, da po vsej verjetnosti ima vsak svoje izzive, s katerimi se sooča, da po vsej verjetnosti mogoče mi mislimo, kako bi mi to boljše in drugače se tega lotili, ne? In po vsej verjetnosti nimamo prav. Tako da, dragi moji, namesto da se ukvarjamo z drugimi in pametujemo, kako bi se njihovih izzivov lotili mi, se dajmo usesti in izkoristiti zadnje dneve leta 2025, zato da si resnično nalijemo čistega vina, kaj je tisto, kar pa nam ne paše več, in nato čim bolj jasno definirati, kaj pa bi si želeli v svojem življenju spremeniti in v kaj, in daj vam številke in teli nasveti pri temu pomagajo.